V nedeljo je glas za Slovensko demokratsko stranko, glas za preudarno politiko in za evropski način življenja. Je glas za varno Evropo, za Evropo, ki ščiti ljudi, za uspešno Evropo, ki ščiti svoje gospodarstvo. In ljudje, ki so razočarani nad sedanjo levo politiko, neuspešno politiko, nad praznimi obljubami te vlade, imajo priložnost, da v nedeljo izberejo prav. In prav je, da izberejo politike, ki se bomo v Bruslju srčno in z razumom borili tudi za Slovenijo. 2 cilja za naslednji mandat? Moja 2 osebna cilja za naslednji mandat je, da Evropa ostane Evropa, kjer gojimo evropski način življenja in kjer se počutimo varni. Hvala. Nekaj bi želela izpostaviti. Smo bili na evropskih volitvah, ve se, kdo je zmagovalec, in ljudje so dali jasen signal. Jasen signal so dali, da si ne želijo več takšne leve evropske politike, ki je bila do sedaj v 5 letih, in to so povedali ne samo v Sloveniji, ampak tudi v vseh evropskih državah. Koalicija v Evropi ostaja enaka kot doslej. It's the pro-European, pro-Ukraine, pro-rule of law. I'm very grateful, of course, to the platform, EPP, Renew and SND, but I'm also very grateful to the Green Group. Neomajna ostaja pri podpori Ukrajini, diplomatskih potez madžarskega premierja Orbana pa ne odobrava. 2 weeks ago, a European Union Prime Minister went to Moscow. This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission. If you want to defend democracy, vote today for Ursula von der Leyen. Nous vous le demandons clairement. Ne reculez pas sur le pacte vert. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Slovenska demokratska stranka pač ravna načelno, glasuje za tisto, za kar mislimo, da je v korist Slovenije in Evrope. To, da smo v eni ali po drugi politični skupini, pravzaprav na to nič ne vpliva. Slovenska demokratska stranka je trden del Evropske ljudske stranke in ostaja, če želite, njen del še naprej. So se danes zopet zbrali poslanci Evropske ljudske stranke, ki je zmagala na evropskih volitvah. Za podpredsednico stranke je bila izvoljena evropska poslanka SDS-a Romana Tomc. Osebno ne vidim več smisla, da smo SDS še naprej člani takšne degenerirane in dekadentne Evropske ljudske stranke, je na omrežju X zapisal poslanec slovenskega parlamenta Žan Mahnič, z njim se je strinjal še Andrej Poglajen in temu je danes pred kamero pritegnil še evropski poslanec Branko Grims. Jaz osebno sem za to, da gremo drugam. Sam osebno sem prepričan, da so najbolj dosledna in dobro organizirana skupina, ki spoštuje prave vrednote v Evropskem parlamentu, patrioti. A 4 poslanci SDS-a so neuradno tu zelo razdeljeni. Najbolj izrazito Grimsu nasprotuje nosilka njihove liste Romana Tomc. Prepričana je, da je mesto SDS v EPP-ju, kjer je tudi podpredsednica. Ostane obstanek SDS-a v Evropski ljudski stranki? Ne, zaradi te situacije, ki je zdaj v Evropskem parlamentu, Slovenska demokratska stranka ne bo zapuščala Evropske ljudske stranke, ker v ozadju je ravno nekaj obratnega od tega, kar nekateri razlagajo. Evropska ljudska stranka se tukaj dejansko prizadeva za vzpostavitev večine, ki bo drugačna od te večine, ki je bila v prejšnjem mandatu. Zdaj, ali bo to uspelo ali ne,
bomo videli, če ne bo uspelo, potem bo Evropska ljudska stranka na resni preizkušnji in se lahko veliko stvari dogaja. Da je članstvo SDS je tukaj še najmanj pomembno. Ne? Treba je poznati številke razmerja sil v Evropski uniji, preden dajemo neke končne sodbe.